Z delom v paliativni oskrbi se naučiš živeti. Jaz mislim, da vidiš, da je res vsak dan pomemben. Ne, ko bom to, ko bom ono, ampak danes je treba živeti. Današnji dan je treba izkoristiti. Čim boljše se zvečer vprašati, a je bil ta dan vreden mojega življenja. Ker potem je bistveno lažje, a ne enkrat, ko pač pride do teh bolezni ali pa smrt. Dobro jutro. Dobro jutro. Ko se človeku naenkrat spremeni življenje, ko mu povejo, da ima napredovalo neozdravljivo bolezen. Do pred začetka zdravljenja tega karcinoma čisto pokreten, še gradil hišo, naslednji dan ni mogel več. Pomembno je znanje komunikacije, da se izbere prave besede, da na pravi način bolniku to povemo. Zelo pomembno je sodelovanje s svojci, mi kolikor se da vključujemo svojce. Koga ima doma za skrbo? Doma ima svojo partnerko, ki bo za njega tudi skrbela. Ker tudi oni morajo biti seznanjeni z boleznijo, ker prej ali slej pri teh bolnikih pride do tega, da ne morejo biti več sami v domačem okolju in rabijo neko podporo bližnjih. Pripravljamo jih tudi počasi na to, da se bo slabše, vkljub zdravljenju, vkljub tej podporni terapiji. Si želi umreti doma? Zrazu to. Moje ime je Barbara Kosmina Štefančič, jaz sem zdravnica anesteziologinja v Splošni bolnišnici Izola in nekako začetnica delovanja specializirane paliativne dejavnosti v Splošni bolnišnici Izola. Naša dejavnost vključuje ambulanto za zgodnjo paliativno oskrbo in mobilni paliativni tim, ki gre na teren za bolnike, ki ne morejo več k nam priti. Poleg tega pa izvajamo še konziliarno dejavnost po oddelkih bolnišnice. Bolnica z napredovalnim adenokarcinomom pljuč je bila napotena v našo ambulanto. Paliativni bolniki obstajajo od vedno, ne? Tako da jaz sem se s tem srečala v protibolečinski ambulanti, kjer delam že 20 let. In tam so prihajali tudi bolniki z rakom, z napredovalnim rakom, za urediti bolečino. Ampak nekako smo videli, da imajo večina teh bolnikov tudi druge probleme, ne samo težave z bolečino. Jaz sem že več kot 10 let nazaj pridobila diplomo dodatnih znanj iz paliativne oskrbe. Danes bomo pogledali, kaj imamo na terenu, nekoliko je obiskov. Ja, mi se srečujemo večinoma s temi smrtmi, ki niso nenadne, ne, ampak so pač zaključek neke bolezni. Se nekako trudimo, da človek zaključi neke svoje aktivnosti, ki jih je začel, da uredi svoje odnose z drugimi, ker je potem lažje v bistvu umreti. Laboratorij, zvok, to ima vse. Tako, mislim, da je. Je pa velika pridobitev za nas zdaj, da gremo lahko na teren, kjer lahko bolj pripomoremo k oskrbi teh bolnikov, zmanjšamo obiske urgentnih centrov. Ne želi v bolnišnice. V bistvu ve, da mu tam ne moremo pomagati boljše. Trenutno smo v delovanje te enote vključene 4 zdravnice različnih specialnosti. Imamo zdravnico onkologinjo, z nami sodeluje ena zdravnica, ki je travmatologinja, in imamo še 2 medicinski sestri, ki imata tudi specialna znanja iz paliativne oskrbe. Ja, tukaj zeleno let vedno vzamemo vensko kri na terenu, da jo imamo na hladnem. Naš mobilni paliativni tim pokriva zelo široko območje, 150 000 prebivalci, tole našo obalno kraško regijo. Zraven imamo pa še občine Postojna, Ilirska Bistrica in Pivka. V ambulanti imamo tudi sef. To je verjetno redkost v ambulantah, ampak dejstvo je, da imamo mi zdravila, ki morajo biti pod nadzorom, kot je morfij, zato pač imamo v ambulanti sef. Ko pridemo z terena, grejo zdravila v sef, ko gremo na teren, se jih vzame ven. Še vedno se srečujemo z veliko predsodki o morfiju, ampak morfij je eno boljših zdravil pri bolnikih v paliativni oskrbi. Ne samo za lajšanje bolečine, tudi za lajšanje težkega dihanja. Vsak teden dobimo nekaj novih napotitev. V bistvu vsakodnevno, včasih po 1 do 2. V oskrbi imamo nekje zdaj 100 bolnikov. Te številke kar hitro naraščajo, ne? Mi smo si zadali neko postopno rast, ampak nas bolniki v bistvu prehitevajo. Zaenkrat imamo 0,8 tima priznanega in tako delujemo nekje tle prav na robu. V redu. Bomo pogledali, kako je drugače. Želeli bi si, da bi pač prišli do tega 1,5 tima, kakor je
predviden za 150 tisoč prebivalcev in predvsem bi si želeli, da bi država in zavarovalnica prepoznala to naše delo, da bi res imeli paliativni tim, a ne samo zdravnika pa medicinsko sestro. Rabimo vsaj koordinatorja paliativne oskrbe in pa te podporne službe, kot je socialni delavec in psiholog. Mi moramo to dobro skomunicirati, da se je začelo umiranje. Namreč vedeti je treba, da umiranje je proces pri večini bolnikov, ki traja od nekaj dni do 2 tedna. Teh nenadnih smrti je manj in svojci morajo biti s tem seznanjeni in lahko lepo speljemo to umiranje kot en miren zaključek življenja v bistvu v domačem okolju. Dosti ljudi pač preseneti v neki svoji aktivni fazi življenja in zelo težko je to potem sprejeti. Tudi pri starejših vidimo, da bi še želeli živeti. Se je pozablja sebe že parnes. Moja ula. O ne. Mi pa še rabimo, da nam take nasvete kakšne poveste in modrosti, ko jih mi še ne poznamo. To pa dajo te bolezni časa, ne? Da se posloviš, da urediš mogoče dediščino in podobne stvari. Ne? Tudi te stvari so pomembne v paliativni oskrbi, ne samo osnovni medicinski pristop, ne lajšanje simptomov. Mi moramo pri teh bolnikih vse vidike pogledati, ne? Njihovo počutje, njihov socialni položaj. Se tudi žena na to pripravlja, zaenkrat želijo doma, razmišljajo pa tudi o nastanitvi v domu. Je veliko smrti, ne? Vsak teden praktično kdo umre, tako da je potrebna tudi podpora osebju, nam, vsem skupaj. Zaveda se, da je da ima maligno bolezen, ki napreduje in da bo verjetno v kratkem umrla, težko sicer to sprejema. Paliativna oskrba ne podaljšuje življenja in niti ga ne skrajšuje. Skrbi za kvaliteto bolnikovega življenja.